Na eni strani skupna kmetijska politika, ki financira kmetije. Največji kos, skoraj 270 milijonov evrov vredne vreče, pogosto pristane pri peščici največjih. Na drugi strani so kohezijska sredstva za razvoj regij, podjetja in infrastrukturo. Tudi tukaj delijo visoke zneske, 379 milijonov v 5 letih. Agencija za kmetijstvo je letos kmetom izplačala 267 milijonov subvencij. Največji del predstavljajo neposredna plačila, kjer je kriterij velikost zemljišč. Sledijo še proizvodno vezana plačila, denimo za pridelavo na sonoraven način. Subvencije je prejelo dobrih 53 tisoč kmetov. Največji delež prejme do 5 tisoč evrov. Petina med 5 tisoč do 100 tisoč evrov in najvišja izplačila rezervirana za peščico največjih igralcev v kmetijstvu. Nad 100 tisoč evrov dobi manj kot pol odstotka kmetov. Subvencije so naložba v prihodnost slovenskega vinogradništva, pravijo pri Vina Koper, ki so po višini prijetih subvencij na 14. mestu. Vina Koper, eno največjih vinarskih podjetij v Sloveniji, obdelujejo več kot 500 hektarjev vinogradov, z lokalnimi vinogradniki združujejo čez 600 hektarjev. Letno pridelajo okrog 3 milijone litrov vina. Odpeljali smo se na lokacijo Tomaž v vinograd v zaledju slovenske Istre. Življenjski ciklus trte se je iz 50 let skrajšal na 30. Tukaj je tista, bi rekel, rak rana. Brez subvencij in zato rednega obnavljanja bi številni vinogradi podlegli boleznim. Trenutno na letnem nivoju obnovimo okoli 15 hektarjev vinogradov. Želimo si, da bi bilo denarja v tem smislu nekoliko več. Pridobivanje sredstev ni vedno enostavno. Smo veseli vsake subvencije, ki pride v našo klet. Smo prišli do novih tehnologij, novih strojev, nove opreme. Je mogoče kdaj tudi nekaj problematike z birokracijo. Mogoče smo kdaj tudi malo penalizirani na osnovi velikosti kleti. Subvencije so ključne za nadaljevanje tradicije. Ravno pred kratkim smo odkrili, da je naš vinograd na Debelem Ortiču prvič omenjen v pisnih virih leta 1072. Bi z manj subvencijami slovenski vinogradi izginjali še hitreje? Iz tistih 21 oziroma 20 tisoč hektarjev, ki smo jih imeli po osamosvojitvi, smo prišli sedaj na 12-13 tisoč hektarjev. Največ subvencij v zadnjih 5 letih so prejela velika kmetijska oziroma agroživilska podjetja. Na vrhu je PP Agro v lasti Perutnine Ptuj s 13 milijoni evrov. Sledi Panvita z 12 milijoni, kmetijsko gospodarstvo Lendava z 9 ter Žipo Lenart in Jeruzalem Ormož. Če potem razdeliš nazaj pridobljene subvencije na enoto proizvoda, ki ga mi proizvedemo, mi dobimo manj subvencij na enoto proizvoda, kot ga dobi tisti majhen proizvajalec. Da je naša investicija 10 milijonov, pa dobimo samo, ne vem, možnost 2 ali pa 3 milijone, kar je 20 ali 30%, je to manj kot pa nekdo, ko izvede milijon ali pa pol milijona investicij, pa dobi, ne vem, 60 ali 70% tega. Kako to komentirajo na agenciji, ki subvencije izplačuje? Dejstvo je, da največja sredstva v okviru zbirne vloge prejemajo velika podjetja, vendar je potrebno povedati, da so tudi tu omejitve. In sicer pri plačilih za območje z omejenimi dejavniki torej pridejo razredi odstopanja oziroma znižanja plačil nad 50 hektarjev, v primeru neposrednih plačil pa nad 60 tisoč evrov. Poglejmo, koliko dobijo podjetja. Ministrstvo za gospodarstvo, Spirit in Slovenski podjetniški sklad so v zadnjih 5 letih podjetjem izplačali preko 379 milijonov. Največ podjetjem Vabo, RTC Krvavec in Golte, vsak po 6 milijonov. Prek podjetniškega sklada je subvencijo prejelo 9 tisoč podjetij, vsako povprečno 13 tisoč evrov. Najvišja subvencija je za nove investicije na problemskih območjih do 200 tisoč. In kakšni so učinki? Nekje 1,5 delovnega mesta je na novo ustvarjenega bilo pri teh podjetjih, ki so koristile v teh 5 letih evropsko subvencijo. Tudi njihova dodana vrednost se poveča nekje za 30%. Še največji poudarek nam se zdi pri zagonskih subvencijah za mlade inovativna podjetja, ki pravzaprav v tej zagonski fazi, ko grejo v svoj lasten razvoj, druge možnosti virov pridobiti nimajo.
Kako je 72 tisoč evrov sklada izkoristilo podjetje LuxHouse? Nahajamo se v našem laboratoriju, za nama vidimo prve module. To je začetek LuxHousea. To je njihova delavnica, kjer je ekipa 11 mladih inženirjev razvila prve stenske, kopalniške in tehnične module, da bi znižali stroške gradnje hiš. Je treba procese optimizirati, digitalizirati in avtomatizirati, da bojo kupci na koncu tudi lahko imeli nižje cene. Z vidom vidicem na čelu se lotevajo enega največjih izzivov današnjega časa – pomanjkanje stanovanj po dostopnih cenah. Trenutno je toliko drago, ker enostavno so procesi neurejeni in denar teče s strani investitorjev preko vodje del do obrtnikov. In žal pa te obrtniki niso bili časovno pa materialno optimizirani. Pilotni projekt tipske gradnje izvajajo v Borovnici, kjer bodo zgradili 16 hiš. Velike 140 kvadratnih metrov za 350 tisoč evrov. Kupili smo 10 tisoč kvadratov zemlje, že gradimo prve 3, naslednjih 13 pa projektiramo. Smo spustili ceno za 100 tisoč evrov. Zagon je LuxHouseu prinesla tudi subvencija podjetniškega sklada. Subvencija je znašala 72 tisoč evrov in večino tega bomo porabili za razvoj produkta. Cilj do leta 2030 proizvesti 300 hiš letno. Prihaja tudi do zlorab. Od leta 2021 je policija ovadila osumljence za 124 kaznivih dejanj goljufij na škodo EU. Višina škode znaša več kot 9,5 milijona evrov. Najpogosteje so ugotovili, da so denar pridobili neopravičeno, ga nenamensko porabili, prikazali lazne stroške. Spomnimo se, v Spiritu so ugotovili domnevne kršitve, razveljavili razpis, direktor Spirita Rok Capelj je odstopil. Zadevo preiskujejo kriminalisti. Največja vreča za podporo razvoju so kohezijska sredstva. Na področju konkurenčnosti, inovativnosti 700 milijonov. Denarja za znanost in razvoj je v obdobju te vlade bistveno več, kot ga je bilo prej. Če tudi bomo rekli, da jih še vedno ni dovolj, spodbujemo inovativna, mala, srednja podjetja, zato da začnejo za svojimi aktivnostmi, da pride do teh sredstev. Važno je, da to porabimo za to, da pospešimo lasten razvoj. Še več, šli smo celo korak nazaj za pametno in digitalno preobrazbo, se pravi inovacije, podjetništvo, digitalizacijo, smo v prejšnjem obdobju namenili 29% vseh sredstev, v tem obdobju 22%. Letos so na ministrstvu preusmerili dodatnih 100 milijonov evrov za razvoj. Več na 24ur.com.